že spet napad komunistov na slovensko cerkev. Sedanji komunistični napad na slovensko cerkev je v resnici že spet izključno napad na Slovence in na samostojno državo Slovenijo. Amen. Napisano po navdihu D.K., pomembnega slovenskega kulturnega domoljuba. Tako bo zdaj. Sveti križ na predvolilnih zborovanjih bo prepovedan, duhovniki v talarjih, pa nune in menihi v svojih stanovskih oblačilih tudi. Predvsem pa ne bo smel imeti govora noben predstavnik Svete cerkve in v govorih ne bo smelo biti niti ene same besede, ki bi pomenila kakršnokoli povezavo s Sveto cerkvijo. V medijih bo pa še huje. Ne, Sveta cerkev v slovenskem javnem političnem življenju, še zlasti pred volitvami, ne bo smela imeti niti najmanjšega prostora. Lahko pa bodo in s ponosom slovenske leve, bolj ali manj komunistične stranke, na predvolilnih zborovanjih razkazovale svoje islamistične hamasovske prijatelje s košatimi bradami in hamasovske prijateljice z vsemi mogočnimi muslimanskimi šali okoli glave, kot tudi v celoti prek nje. Ja, za Božjo voljo, saj smo vendar v multikulturni Sloveniji, kjer je verska svoboda zagotovljena vsem in povsod, zlasti pa v medijih. Pa saj ni mogoče verjeti, drage Slovenke in Slovenci, da spet so si komunisti, tokrat pod različnimi demokratičnimi maskami in izgovori, drznili groziti slovenski cerkvi, enemu od temeljev avtohtonosti slovenskega naroda. Da, spet so si drznili, tokrat potomci zločinskih in tudi večinoma bolj ali manj nerazgledanih, pogosto pa skoraj slaboumnih, dokazano slovenskih partijskih veličin. Kaj pa vendar že spet hočejo njihovi sedanji potomci, pogosto prav tako kot številni njihovi komunistični predniki, le na pol pismeni, ker niso bili navajeni delati? Jim ne zadoščajo več njihovi visoki, povsem nezasluženi dohodki? Jim ne zadostujejo več njihovi številni privilegiji, ki so jih deležni kot potomci največjih partijskih in vosovskih oziroma udbovskih zločincev proti slovenskemu narodu? Jim ne zadošča več sedanjim potomcem nekdanjih zločinskih komunistov, da zasedajo v samostojni Sloveniji, ki jo iz dna srca sovražijo, najvišje družbene položaje, skoraj vsi, tudi tisti z globoko posebnimi etničnimi in moralnimi potrebami, zreli celo za psihiatrično obravnavo, saj bi nedolžnim otrokom brez privolitve staršev že v vrtcih razlagali bistvene razlike med moškimi, ženskami in še nešteto drugih spolov, spolnimi organi. Poleg tega bi nedolžnim otrokom celo vsako leto enkrat spremenili spol, brezplačno, na stroške javnega zdravstva, pa povsem brez dovoljenja starša 1 in starša 2, včasih pa tudi staršev 3, 4, 5, 6 in več, kot je mogoče videti na slikah in prebrati v nekaterih najnaprednejših družinskih načrtih Legibitre, naprimer v ZDA. Seveda lahko Sveta cerkev vso to napredno vzgojo samo pokvari.
Bodo pa lahko muslimani imeli svoje vrtce in šole, saj pri nas v Sloveniji sprejemamo multikulturnost. Vabila staršem v njihovih, tujih, neslovenskih jezikih, naj pridejo na šolski sestanek, so v Sloveniji že nekaj povsem normalnega. Multikulturnost komunisti v Sloveniji varujejo kot punčico svojega očesa. Ne prenesejo niti najmanjšega slovenskega nacionalizma. Ne, očitno potomcem nekdanjih slovenskih zločinskih komunistov vse to ne zadošča več. Zdaj hočejo dokončno uresničiti edini načrt svojih prednikov, uničiti slovenski narod. Zato mu je potrebno najprej zlomiti hrbtenico, Sveto cerkev, nato pa mu poslati 2 šusa, enega v njegovo glavo, v elito slovenskih razumnikov in nato še enega v njegovo srce, v sveto, od Boga dano slovensko kulturo. Natanko takšen je bil in je tudi še zdaj načrt zločinskih slovenskih komunistov vse od konca Prve svetovne vojne pa do današnjih dni, tik pred državnimi volitvami, ki bi lahko, če se prav vsi domoljubni Slovenci in slovenski državljani, lojalni neslovenski državljani, ne bomo uprli ponovno zločinsko uporabljenim komunističnim metodam njihovega osnovnega krvavega prihoda na oblast v Sloveniji. Ta pa po takšni komunistični zadnji zmagi ne bo v resnici nič več slovenska. Da, pred nekaj dnevi, pa tudi pred bližnjimi državnimi volitvami, so slovenski komunisti oziroma njihovi številni potomci, praktično vsi na sedanji oblasti, nemalokrat povsem nerazgledani, kar zadeva objektivno novejšo zgodovino Slovencev, ker te na slovenskih šolah in fakultetah ne učijo oziroma je prepovedana že od leta 1945 pa vse do danes. Da, komunisti prav brezsramno so ponovno zagrozili menda preveč domoljubni slovenski cerkvi, naj se zapre v katakombe in naj ne prihaja več v naše, skoraj samo še partijske medije, mnenja njenih vernikov, še zlasti pa njenih intelektualcev in tudi ne njihove molitve ter prošnje k Bogu in Mariji za preživetje slovenskega naroda v tej hudi uri izgube kompasa v slovenski skrajno levi politiki, predvsem zaradi nespoštovanja sedanjih slovenskih levih oblastnikov do vseh in do vsega, kar je slovensko in domoljubno. Da, zagrozili so potomci nekdanjih komunističnih zločincev kristjanom, predvsem pa vsej katoliški Sloveniji, naj molči, kljub temu, da smo v Sloveniji že skoraj brez Slovencev in brez naših v ustavi zapisanih pravic. Zagrozili so nam potomci zločinskih komunistov izključno zaradi njihovega vse bolj intenzivnega protislovenskega delovanja v domačih in mednarodnih komunističnih zločinskih organizacijah. Da, Slovenijo hočejo sedanji komunisti nasilno s prepovedjo slovenskega domoljubja, močno prisotnega zlasti med katoliškimi verniki, vrniti v njihove zlate čase jugoslovanske in slovenske komunistične partije. Zavedno hočejo sedanji potomci komunistov s Kučanom na čelu dokončno postaviti nad Slovence in Slovenijo partijsko oblast, kakršno so načrtovali njihovi komunistični predniki, vse od konca Prve svetovne vojne
do osamosvojitve svetega leta 1991. Najprej večinoma pod vodstvom Tita, Kardelja, Kidriča in Mačka, nazadnje pa še pod vodstvom Mačkovega protiosamosvojitvenega partijskega praktikanta Kučana, zdaj samo še upokojenega šefa svojega udbomafijskega tako imenovanega Kučanovega klana. Da, so to oblast in moč hočejo potomci komunistov na sedanji slovenski oblasti. Kljub temu, da smo Slovenci v Sloveniji že skoraj povsem brezpravni, ker imajo že skoraj vse naše, tako ali drugače, s krvjo zapisane pravice v ustavi, številne dodatke ali amandmaje nekih legibitrijskih, migrantskih in podnebnih, izrazito antinacionalnih pravic, skoraj vseh iz Sorosovega arzenala marksizma, multikulturnosti in globalizma. O, dragi moji Slovenci, uprimo se tem komunističnim najnovejšim borcem, uprimo se jim kakorkoli, ker nas bodo sicer vse Slovence odstranili z tega sveta, nekatere zlepa, naprimer s človekovimi pravicami, kot sta splav Inštituta 8. marec, in z evtanazijo predsednice države pod Kučanovim vodstvom, ali pa zgrda s poboji in izgoni zavednih in tudi vernih, najbolj učenih in najbolj kulturnih Slovencev, kot so bili vajeni to početi že v svojih zlatih komunističnih časih. Torej, živele Slovenke in Slovenci, živela naša domovina Slovenija. Frančiška Putolo.